V tem zaboju je v Slovenijo prišel skrbno zavarovan kos zgodovine, več kot 500 let star viteški oklep, ki ga je nosil sam Maksimilijan I. Habsburški. In nosil ga je prav na posebnih viteških turnirjih, ki so na njem pustili še danes vidne sledi boja. Viteški turnirji so bili sicer v prvi vrsti namenjeni treningu, da so se vitezi naučili različnih vrst bojevanja, po drugi strani pa so služili tudi zabavi. Tako da so se dogajali ponavadi nekje v mestih, kjer je bilo mogoče organizirati tribune za gledalce. Imeli so točno določena pravila in seveda tisti, ki je zmagal, je potem poražencu vzel njegovo opremo, pa tudi denar. Vitez oziroma bojevnik srednjega veka pa ni mogel postati vsak. To so bili lahko le moški, ki pa so si morali svojo viteško čast zaslužiti v boju, pri katerem so jezdili na konju, ki je prav tako lahko nosil zaščito. Njihova oprema pa ni bila tako težka, kot pogosto mislimo. Sploh meči, ki so jih držali v eni roki. Ta je težak samo 1,7 kg in ga lahko držimo tudi dame. Sicer pa so imeli vitezi v srednjeveški družbi trojno vlogo. So služili bi svojemu gospodu in od njega zameno za to vojaško službo dobili posestvo, lahko tudi grad. Potem so pa v okviru svoje krščanske vere morali služiti Bogu. Služiti pa so morali tudi svoji dami in včasih so kakšno celo rešili, o čemer obstaja več zgodb. Najbolj znamenita je seveda v svetem Juriju, ki je premagal zmaja, zato da je ležal krvično. Zmaj je namreč simbol za vso zlo, proti kateremu so se vitezi borili.